Dober večer, pozdravljeni v oddaji Globus. Naša država je včeraj postala nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov v mandatnem obdobju, ki se bo izteklo konec leta 2025. Slovenija za tem pomembnim omizjem sedi že drugič in dveletna preizkušnja za slovensko diplomacijo zagotovo ne bo lahka. Vojna v Gazi vstopa v tretji mesec, konec februarja bo vojna v Ukrajini vstopila v tretje leto. Po svetu tli kar nekaj konfliktov, ki jih še podžigajo posledice podnebnih sprememb. Vse odločnejši pa so tudi glasovi držav globalnega juga, ki se čutijo odrinjene. Za začetek obudimo spomin na 6. junij lani, ko je bila naša država v glasovanju v Generalni skupščini Združenih narodov v prvem krogu glasovanja prepričljivo izvoljena v Varnostni svet. Number of votes obtained. Slovenia 153. Da bo veselje ob izvolitvi tudi upravičeno, je bilo slovensko predstavništvo pri Združenih narodih nujno kadrovsko okrepiti. Posebno misijo v Varnostnem svetu vodi Samuel Žbogar, ki je bil do konca septembra lani državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve. Kljub okrepitvi pa slovensko predstavništvo v svetovni organizaciji ostaja eno izmed manjših. Podrobneje ameriški dopisnik Andrej Stopar. Za potrebe članstva v Varnostnem svetu je Slovenija najela dodatno nadstropje v stavbi nedaleč od palače OZN, kjer že tako domuje slovenska misija. Te priprave so bile intenzivna usporednica iskanja podpore kandidaturi. Od decembra 2021, ko smo napovedali kandidaturo, sem se ločno srečal z več kot 180 veleposlaniki, 180 držav, vsaj trikrat. Ločeno smo nagovarjali na različnih nivojih regionalne skupine držav. Nekoliko presenetljivo se je vlada na to odločila, da Slovenija v Varnostnem svetu ne bo predstavljal vodja misije, kar je najpogostejša rešitev, ampak posebni poslanec. Meni je v čast, da je vlada presodila, da sem to lahko jaz, s svojimi izkušnjami, ki verjetno, če jih primerjate, so malo večje, kot so izkušnje vprašanja malo vrh. Namesto običajne zasedbe, veleposlanik, 6 diplomatov in vojaški svetovalec, je v New Yorku še dodatnih 11 oziroma 12 diplomatov in 5 sodelavcev iz drugih državnih organov. V Ljubljani na zunanjem ministrstvu pa se izključno Varnostnemu svetu posveča še 5 diplomatov. Vsaka država, ki gre v Varnostni svet, se prioritetno posveča Varnostnemu svetu. In seveda v tem času dveletnem obdobju mogoče je manj prisotna v Generalni skupščini. Ljudje, ki so v misiji, si verjetno vsi želijo delati v Varnostnem svetu in tako tudi razporejamo sedaj delo. Slovenski diplomati so prepričani, da je države članice OZN nagovoril slovenski program, torej vladavina prava, človekove pravice, boj proti podnebnim spremembam in druge okoljske teme, enakopravnost spolov in podobne. Pa vendar, Varnostni svet je telo, ki se izrazito odziva na krize, ki so nepredvidljive. Torej, je kaj prostora za ta program ali z drugimi besedami, kaj lahko nestalna članica v dvoletnem mandatu od tega, kar se je zastavila, sploh uresniči. Slovenia will at some point, for example, be the president of the Security Council for a month, and that's really a good opportunity to bring issues on the table that Slovenia might want to see discussed. The second is that states often really care about passing resolutions with a sort of overwhelming support or unanimous support. So there might be quite a bit of lobbying for Slovenia's vote in a way that they haven't been used to. So, for example, on votes relating to Gaza, the United States might come knocking on Slovenia's door. And they can go in the other direction as well, right? So other states will also pay a little bit more attention to Slovenia. In prav spretnost pri lobiranjih ter izkoristek dogovorov in uslug je morda ne najbolj vidno, a najpomembnejše merilo uspeha mandata v Varnostnem svetu. V studiu pozdravljam ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon. Dober večer. Gospa ministrica, začniva z vprašanjem, ki diši rahlo po notranje političnem merjenju moči. Kako bo odnos med veleposlanikom Malovrhom in veleposlanikom Žbogarjem vplival na delo misije? Brati je, da zaupanje med njima ni ravno globoko. Dober večer. Jaz ne vidim nobene težave v sodelovanju. Mi imamo zelo močno usposobljeno, celo večštevilčno diplomatsko ekipo v New Yorku. Veleposlanik Žbogar
je izkušen veleposlanik, diplomat, tudi z izkušnjami v New Yorku. In on vodi to posebno misijo, če tako rečem, z enako ekipo diplomatov v varnostnem svetu. Veleposlanik Žbogar je pa vodja celotne misije v New Yorku in imam zaupanje v oba delata dobro, predvsem pa je ekipa visoko motivirana, profesionalna in lahko rečem, da tudi zelo dobro usposobljena na izzive, ki so pred nami. Konec januarja odhajate na prvo zasedanje varnostnega sveta. Kaj vas čaka v tem prvem mesecu? Predseduje Francija. Zdaj, Francija je, mi smo 3 države članice Evropske unije v varnostnem svetu in s Francijo zelo tesno sodelujemo. Posebej pa bomo zelo tesno sodelovali in to sodelovanje smo že vzpostavili teh 10 nestalnih članic, ki lahko svojo večino tudi marsikatero odločitev sprejme v varnostnem svetu. Mi smo vstopili v varnostni svet v času, ko je svet močno razdeljen, imamo rusko agresijo, 2 leti bo kmalu od vojne, od začetka vojne v Ukrajini, imamo zelo resen konflikt na Bližnjem vzhodu in imamo situacijo v varnostnem svetu, kjer so med sabo razmere zelo napete, med velikimi državami in svet je tudi polariziran. Tako da bomo morali tu iskati res zavezništva, Francija bo zagotovo taka država, zavezništva pa tudi med nastalnimi članicami. Čakajo nas težke preizkušnje, izzivi, nekaj smo že dali v zadnjih mesecih opazovalskega statusa skozi, ampak zagotovo to, kako naslavljati končanje vojne, zagotavljati mir in kolektivno varnost, kar je tudi poslanstvo Organizacije Združenih narodov, bo tisto, čemur bo Slovenija sledila. Torej, mednarodni mir, humanitarno pravo, mednarodno priznane meje, zaščita civilistov in pa spoštovanje človekovih pravic. Omenili ste že aktivnosti medtem, ko ste bili opazovalka v varnostnem svetu. Spomnimo na vaš nastop v novembru lanskega leta. Predlagam, da pogledamo izjavo. It has been 30 years since the signing of the Oslo Accords, and alarm bells in both the West Bank and Gaza have been ringing for years. This latest round of conflict is providing neither peace nor security to anyone in the region. And I therefore strongly support the convening of an international peace conference in order to agree on a peace plan leading to a 2-state solution with Israel and Palestine living side by side in peaceful coexistence. Rešitev 2 držav, mednarodna konferenca. Ima mednarodna skupnost kakšne konkretne načrte glede te konference? Bo Slovenija predlagala? Prvi korak je trajno premirje. Humanitarno premirje, če želite, ampak trajno premirje, ki bo omogočilo zaščito civilistov. To, da decembra smo govorili o 20.000 žrtvah, med njimi 2/3 žensk in otrok, je izjemna humanitarna katastrofa in jaz sem prav v tem govoru povedala, da je svet padel na preizkušnji humanosti, da popravnega izpita za nas ne bo. Tako da Slovenija je tu zelo proaktivna, bi rekla, na pravi strani zgodovine, med tistimi redkimi državami članicami Evropske unije, ki ves čas od vsega začetka imamo razumevanje za arabski svet, predvsem pa razum, da rabimo trajno premirje. To je zaščita civilistov, naslednji korak pa je, kakšna bo politična ureditev Gaze in Zahodnega brega. Seveda nas močno skrbi naraščajoče nasilje na Zahodnem bregu. Mi smo tudi kot država vztrajali med prvimi, da je treba uvesti sankcije proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, predvsem pa opolnomočiti tudi palestinsko oblast. To so nujni koraki, ali gre to skozi mirovno konferenco, na vsak način mora biti tu prisotnost arabskega dela sveta s ciljem, da imamo priznanje Palestine, torej rešitev 2 držav, ampak mirno sobivanje, varnost Izraelcev na eni strani in pa seveda varnost Palestincev. Je seveda to konflikt, ki ima dolgo brado, ki je dolgoleten, ampak se mi zdi, da danes bolj kot kdajkoli prej obstaja zavez, da se resno in angažirano pogovarjamo o priznanju Palestine. Kako globoko v senci vojne v Gazi je pravzaprav vojna v Ukrajini? Predsednik Zelenski je rekel, da je varnostni svet neuporaben, sploh zaradi ruskega veta. No, v naših razpravah je pogosto čutiti to mogoče zapostavljenost ali pozabljenost zdaj na rusko agresijo v Ukrajini. 24. februarja mislim, da bo 2 leti od začetka ruske agresije in ta vojna je močno spremenila in zaznamovala svet. Prizadela je tudi tisti revni del sveta,
zaradi celotne ekonomske, politične situacije in marsikdo danes nam tudi očita v globalnem jugu, da imamo dvojne standarde, da se Evropska unija oziroma Zahod drugače odzival na vojno v Ukrajini, kot se danes do konflikta in humanitarne katastrofe v Gazi. In to je res. Tako da jaz mislim, da Slovenija bo tu morala imeti res modro, dosledno, predvsem pa profesionalno držo v varnostnem svetu, ker zagotovo nas bodo največ spraševali, kako priti do miru v Ukrajini. In to je tudi naš cilj. Želimo si miru, mi bomo morali sodelovati tudi z vsemi stalnimi članicami varnostnega sveta in ustvariti pogoje za začetek pogajanj tudi med Rusijo in Ukrajino. Danes teh pogojev ni. Marsikdo govori, da je pred nami en dolgotrajen, zamrznjen konflikt in to seveda bo vplivalo gospodarsko in politično na velik del sveta. Hvala za zdaj, nekoliko kasneje bova nadaljevala. Poglejmo, kako deluje varnostni svet in s katerimi državami bo v tem organu Slovenija v prihodnjih mesecih tesneje sodelovala. Sinteza Igorja Berganta. Varnostni svet je tisti organ Združenih narodov, ki naj bi skrbel za mir in varnost v svetu. Z nekaj domišljije bi lahko rekli, da je nekakšna svetovna vlada, a seveda vsem na očeh, ne pa kakšno skrivno združenje, umotvor katere izmed teorij zarot. Varnostni svet ima večja pooblastila kot Generalna skupščina Združenih narodov, se pravi zbor vseh članic organizacije, kjer so glasovi vseh 193 enakovredni. Samo Varnostni svet sprejema resolucije, ki so za vse članice Združenih narodov pravno zavezujoče. Je pa res, da Generalna skupščina določa sestavo Varnostnega sveta. Ta šteje 15 članic, od katerih je 5 stalnih, gre za zmagovalke druge svetovne vojne. Stalne članice oziroma Permanent Five so Združene države Amerike, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Francija, Rusija, ki je leta 1991 nasledila sedež po razpadi Sovjetski zvezi, in Ljudska republika Kitajska, ki je leta 1971 sedež prevzela Republiki Kitajski oziroma Tajvanu. Ta je namreč dotlej predstavljal kitajske interese, potem pa je bil celo izključen iz članstva Združenih narodov. 5, se pravi polovico nestalnih članic, vsako leto tajno voli Generalna skupščina, njihov mandat pa traja 2 leti. S koncem leta 2023 se je mandat iztekel Albaniji, Braziliji, Gabonu, Gani in Združenim arabskim emiratom. Z novim letom pa so ga prevzele Slovenija, Gvajana, Alžirija, Sierra Leone in Južna Koreja. Ob koncu tega leta bo 2-letni mandat potekal Malti, Švici, Ekvadorju, Mozambiku in Japonski. To je torej letošnja sestava Varnostnega sveta s Slovenijo. Ta odraža tudi dogovorjeno razporeditev svetovnih regij. Vidite lahko, da Afrika ter Latinska Amerika in Karibi nimajo stalnih članic. No, pomembno pa je, kako poteka glasovanje v Varnostnem svetu. Za sprejetje kateregakoli sklepa je potrebnih najmanj 9 od 15 glasov. Pri odločanju tako imenovanih proceduralnih sklepih, denimo o dnevnem redu seje, so glasovi vseh članic enakovredni. Za vse druge sklepe, ki pa so najpomembnejši, denimo pravno zavezujoče resolucije, pa veljata pogoja najmanj 9 glasov podpore in to, da nobena od 5 stalnih članic ne glasuje proti. To je ta pravica veta. Čim je samo ena od 5 stalnih članic proti, sklep ni sprejet. Če pa se vzdrži ali ne glasuje, to ne pomeni veta. V Varnostnem svetu na več ravneh potekajo vsakodnevna diplomatska dogovarjanja in usklajevanja, vsaka nestalna članica pa ima za svoje 2-letno delovanje pripravljena tudi posebej izbrana prednostna področja. Slovenska zunanja politika se je odločila za prizadevanja za preprečevanje konfliktov, zaščito civilnega prebivalstva v oboroženih spopadih, vlogo žensk v mirovnih procesih in podnebje. In vse pod geslom: krepimo zaupanje, varujemo prihodnost. V drugem delu oddaje pa podrobneje o težko pričakovani reformi Varnostnega sveta. Dogajanje v Da sta Organizacija Združenih narodov in Varnostni svet potrebna temeljite prenove, se strinjajo tako rekoč vse države. Vsak del sveta pa si reformo predstavlja po svoje.
Združenje za dogovor, ki mu predseduje Italija, predlaga oblikovanje nove skupine nestalnih članic, ki bi bile izvoljene za dobo od 3 do 5 let. S tem nasprotuje predlogu skupine G4, v kateri so Brazilija, Japonska, Nemčija in Indija. Te se zavzemajo za povečanje števila stalnih članic. Po video zvezi je z nami Bjarke Cink-Winter, raziskovalec na Univerzi v Aalborgu na Danskem, ki se ukvarja z reformo Varnostnega sveta Združenih narodov. Good evening. The reform of the Security Council is debated for a very long time, but it does not seem realistic with the current distribution of power. No permanent member is willing to give up the power of veto. Do you feel that the debate about the real reform of the Council is unrealistic? Yeah, so I think you're absolutely right in your assessment of how the veto rights of the permanent members impacts the discussion, because it's very unrealistic to think that they will either give up their veto rights or allow the veto rights to proliferate, meaning to give it to potential new permanent members. So I think the most realistic approach would be to take the veto expansion or removal of the veto system off the table in the reform discussions and focus on reforming the council without reforming the veto system, meaning adding new permanent members without veto rights. It's not probably the optimal solution, but I think it's the only one that has any realistic chance of materializing. But the burning question, of course, is which countries should become the new permanent members of the Council? Yeah, so there's a strong consensus in the debate that there needs to be added representation of countries from the so-called Global South, very diverse category, right? But so probably 2 countries from Africa and 2 or 3 or 4 countries more from the Global South regions. In my opinion, the favorites and the most realistic, if a reform were to materialize, would be the addition of Nigeria, South Africa, Brazil, and India as permanent members. How could the reform of the Council impact the power dynamic among current permanent member states? Yeah, probably not a whole lot. So we have France and the UK as current permanent members. They have stopped using their veto because they know that it is not, their membership is not really seen as legitimate based on current geopolitical realities. So they sort of keep a low profile. So they will not change the power dynamics for them, I think. In theory, it could change and make the US more powerful if, say, other countries besides those that I mentioned, like, for example, Japan or Germany, became permanent members. But then again, if the veto system subsists, then I don't think the internal power dynamics among the P5 will change a whole lot based on a reform. What kind of diplomatic action or force would push the reform of the Security Council forward? So if say that, again, using this very broad category, but let's say that around 100 countries came forward and supported a very specific reform proposal that included Global South countries as new permanent members without getting veto rights. If that happened publicly, that would be very hard for the P5 to resist publicly. That would be a bad look. The problem is that there's a big division among, let's just take Africa as an example. Some African countries would accept a reform where new permanent members do not get the veto rights, and a lot of African countries would not accept that position. They say, if there's a reform and if there is a veto system, new permanent members should be given the same rights as the current permanent members. And that is actually the core of the issue. This has to change if a reform is to materialize. The African Union, I think, has to accept that the P5 will not allow for a change in the current veto system, but they are open to new permanent members without the veto. And that's a tough sell because it doesn't seem like morally right. Thank you. Gospa ministrica, več kot očitno je, da Združeni narodi potrebujejo reformo, da jo potrebuje varnostni svet. Kako resno se nameravate lotiti tega vprašanja? Večkrat ste že dejali, da Afrika nujno potrebuje stalni sedež v varnostnem svetu. Je bil zanimiv pogovor, priznam, zlasti ta
Del, da vsi se zavedamo, da je reforma nujna, reforma ne poteka v varnostnem svetu, poteka vzporedno in poteka že leta. Zdaj tudi Slovenija ima izdelana stališča, kako voditi to reformo in predvsem ta del, ki smo ga slišali, da ja, širitvi varnostnega sveta, ne pa na račun odpovedi veta. Se pravi, je to res eno težko iskanje kompromisa. Glede na to, da varnostni svet danes pravzaprav, če pogledam agendo, odloča 80-70% stvari o Afriki, brez Afrike, je zagotovo nujna zavest razmisliti, kako vključiti afriške države, kako bistveno bolj vključiti današnjo geopolitično realnost, odslikati tudi ta geostrateška razmerja, ki so v svetu. Seveda so stališča različna, skupna je le zavest, da je reforma potrebna, da bo varnostni svet učinkovit. Tudi mene skrbi del, da teh 5 stalnih članic ne bo odreklo svojim pravicam in tudi ko širimo ali varnostni svet stalno zasedbo ali ne stalno, je potem vprašanje, kaj se zgodi s položajem majhne države, kot je Slovenija, kdaj bomo naslednjič v poziciji, da bomo lahko sedeli v nestalnem članstvu. Torej, to je zahtevna debata, mislim, da tudi približno nismo tam, da odpiramo Pandorino skrinjico, čeprav zavest, da varnostni svet danes ni več tisti učinkovit mehanizem, ki ga svet potrebuje, zagotovo je. Pogajanja v zakulisju torej potekajo, ampak k čemu se bolj nagiba Slovenija? K več stalnim članicam ali več nestalnim članicam? Pravzaprav bi morali razširiti oboje, če bi gledali realno stanje v svetu in da bi odslikali to stanje tudi v varnostnem svetu. Torej, več članic v samem stalnem varnostnem svetu, kot tudi v nestalnem. Kako zdaj to odslikati, kaj je nova realnost? Te formule kombinacije so različne, tako da Slovenija bo zagotovo aktivno tu sodelovala, imamo svoja stališča, ampak moramo ta stališča tudi novi realni situaciji prilagoditi. Ta trenutek pa reforma ni visoko na agendi, ta del nas mora bolj skrbeti, ker zavest, da multilateralizem potrebujemo in da ga je treba današnji realnosti prilagoditi, zagotovo je, bo pa to težek zalogaj in ne bo se zgodilo čez noč. Gospa ministrica, hvala za obisk v studiu. To je bil prvi Globus v letu 2024. Bodite z nami spet prihodnji teden. Nasvidenje.